Naša dolgotrajna želja je že bila, da bi obiskovalcem tako muzeja, kakor tudi našega mesta na nek enostaven način prikazali razvoj našega mesta. Po Radovljici hodimo med različnimi zidovi, se srečujemo z jarkom, se srečujemo z značilnostmi hiš, torej raznimi posebnostmi na fasadah, pa pravzaprav tega morda niti ne opazimo. Tu, ko smo pravzaprav predstavili razvoj Radovljice od 14. stoletja pa do 19. oziroma 20. stoletja, pa je mogoče slediti, kako je iz majhnega tržnega naselja s cerkvijo in gradom ter nekaj hišami postopoma v stoletjih raslo naselje, kako je bilo v srednjem veku obdano z obzidjem, tega skoraj že več ne opazimo in te podobe opozarjajo na to in bodo sedaj turisti verjetno, ko bodo šli po Radovljici, tudi lahko zasledili še ostanke zidov in pa seveda tudi obrambnega jarka, ki je edini v Sloveniji in tudi daleč naokrog še ohranjen. Razstava je postavljena pod arkadami radovljiške baročne graščine in uspelo vam je na razpisu pridobiti tudi sredstva. Koliko? Na razpisu nam je uspelo pridobiti čez 300 000 sredstev in sicer v programu Ustvarjalna Evropa. Seveda 60% od tega financira Evropa, 40% moramo soparticipirati neposredno ali posredno sami. Pa vendar je to en lep izziv. Sodelovali bomo z dokumentacijskim centrom iz Srbije, pa z občino Fermo v Italiji ter Združenjem zgodovinskih mest iz Slovenije, iz Škofje Loke, ter v tem projektu pravzaprav spoznavali digitalno tehnologijo in skozi to ustvarili vsak svojo zgodbo, to pomeni vsak svojo pripoved o mestu, ki jo bomo potem na nek način tudi pripravili za medij, pametne telefone ali kaj drugega. Seveda namen tega projekta je, da se bomo ob tem učili in ustvarjali skupaj. Seveda bo pa ta medij potem omogočal, da bomo lahko javnosti podajali neskončno množino vsebin. No, vse to pa je zapuščina nekako dr. Ceneta Avguština, rojaka, domačina, ki je pač bil rojen tukaj v Avguštinovi hiši na Linhartovem trgu. Zelo dobro je, da smo uspeli povezati pravzaprav ta del razstave z njegovim spomenikom in je tako pravzaprav lahko razumljen to tudi kot kompleks skupnega spomenika. Zelo primeren prostor, zelo prestižen prostor, tukaj le pred cerkvijo na Cerkvenem trgu, da rečem temu tako, tudi zaščiten pod arkadami in resnično, kot je tudi gospod župan omenil v svojem nagovoru, se turisti zelo radi zadržujejo tukaj.